No, gremo. Recimo izraz x plus 2 minus absolutna vrednost x minus 4 pa plus x plus 2. In me zanima, koliko je to. Najprej postavimo mejnike. Tako, pogledamo, kdaj je to nič, kdaj je to nič. No, na srečo je ta isti kot prvi, zato mi ni treba novega mejnika delati, še dobro, ne? Imela bom dva mejnika in si narišem črto in na njej mejnika označim. X plus 2 bo nič takrat, ko bo x minus 2. In to napišem. Minus 2 je mejnik. X minus 4 je nič takrat, ko bo x 4. Torej je 4 mejnik. In zdaj imam 3 področja. Prvo je od minus neskončnosti do minus 2. To je prvo področje. Drugo je od vključno z minus 2 do 4. In tretje je od vključno z 4 do neskončnosti. 3 področja. Če bi imela še en mejnik, bi imela še dodatno področje. Pa več računanja še pol. Okej, in zdaj gremo. Prvo področje, tako, x je manjši od minus 2, ali lahko bi napisal tudi, da je x element intervala od minus neskončno pa do minus 2. En ali drugi način napišem. Druga možnost. Drugi način pravi, da je x večji ali enak minus 2 in manjši od 4. To bi lahko napisala tudi kot x je element intervala od minus 2 oglati oklepaj, ker je minus 2 zraven, do 4. Tako. In potem moram napisati še tretji korak, za katerega pa napišem, da mora biti x večji od večji od 4. Ali če bi napisala z intervali, večji ali enak, tako, tudi enak mora biti zraven, ker mora nekje biti vključen, a ne? X je element od od 4 pa do neskončno. Tako. To so zdaj 3 področja. Pomagala sem si s to premico na začetku, zdaj tega več niti ne rabim. V redu, imam vse zapisano. Zdaj grem pa za vsako od teh enačb reševati. Izberem še število, ki je manjše od minus 2. Recimo minus 10 za začetek. In dam. Minus 10 plus 2, to je negativno. Niti me ne zanima vrednost, ne zgubljam časa, samo da vem, da je to negativno. Minus 10 minus 4, to je tudi negativno. In minus 10 plus 2 je tudi negativno. Se pravi, v tem primeru so vsi negativni, zato bom vse zamenjala. Vse absolutne vrednosti zamenjam z minus in oklepaj. To je moja menjava. Takole, pa tudi pri naslednjem bom absolutno vrednost zamenjala z minus in oklepaj. Ker je pa v spredju še en minus, imam pa minus od minusa, lahko to kar napišem plus, zaradi tega. To prepišem in zadnji je zopet negativen, to je zopet minus oklepaj x plus 2 in ker imam minus pa plus, je skupaj minus.
In zdaj to poračunam, odpravim oklepaje, je minus x minus 2 plus x minus 4 minus x minus 2. Poračunam, tole se izniči, pa dobim ven, da je to minus x minus 8. To pomeni, da je za primer, da dobim vrednost minus x minus 8, kdaj? Podpičje, ko je x manjši od minus 2. In je prvi primer zdaj rešen, v redu? Zdaj grem pa k drugemu. Zdaj imam pa med minus 2 pa med 4, to je pa ničla recimo. In vstavim nič noter in grem. Nič plus 2 je plus. Nič minus 4 ostane minus. Nič plus 2 je plus. Tako, tega ne rabim več, bom zbrisala. Se pravi, ta je tudi plus. To pomeni, pri prvem napišem samo oklepaj namesto absolutne vrednosti. Pri drugem ostane minus od oklepaja in minus da skupaj plus x minus 4. Po drugem je pozitivno, imam plus pa plus je plus od x plus 2. In zdaj isto odpravim oklepaje. In je to skupaj 3x in konec. In zdaj tukaj noter napišem, to je 3x za primer, ko je x med minus 2 in med 4. Še ta zadnji primer, zdaj imam pa x večje od 4, to je recimo 10, pa grem, 10 plus 2 je plus, 10 minus 4 je tudi plus in 10 plus 2 je tudi plus. To pomeni, zdaj bom pa povsod samo oklepaje napisala. X plus 2 minus x minus 4, se pravi, ostanejo znaki taki, kot so bili na začetku. To odpravim. In dobim, tole se izniči, dobim x plus 8. In to zapišem. X plus 8 za primer, ko je x večje ali enako od 4. To so bili izrazi in enačbe z absolutno vrednostjo. To je bil zdaj izraz. Lahko imamo pa tudi enačbo. Poglejva, kako bi pa enačba izgledala taka. Enačba je pa takole. Če imam jaz x minus 4, absolutna vrednost, plus x plus 2, absolutna vrednost je enako 2x minus 3. To je pa zdaj enačba, ker je enako nečemu. Štart je isti. Številska os, meje. Meje so pri 4 pa pri minus 2. Področja zopet, prvo bo tukaj, drugo bo tukaj in tretjo bo tukaj. In zopet pišem. Prvo področje so torej, bom zdaj z intervali samo pisala, od minus neskončno do minus 2. Drugo področje je od minus 2 vključim pa do 4. In tretje področje je od x je element od 4 do neskončno. In zopet, nekaj, kar je manjše od minus 2, to je recimo minus 5 in gram minus 5 minus 4 je negativno, minus 5 plus 2 je negativno, se pravi samo minus oklepaj. Plus minus je zopet minus, x plus 2 je 2x minus 3, zračunam. In potem, ko to zračunam, dobim tukaj minus 2x pa še 2x tja je skupaj minus 4x, je minus 3, 4 minus 2 je 2, se pravi minus 2. In dobim v končni fazi, da je to x je minus 5 lomeno z minus 4 je 5/4. Tukaj pa zdaj pozor. Tukaj pa moraš pogledati, ali je ta lahko sploh šel na start. 5/4.
Ta je zmagovalec, ampak ali ustreza pogoju? Pogoj, kdo lahko gre na štart, je tukaj lepo dan, da mora biti manjši od -2. A je 5/4 manjši od -2? Ni. Zato to ni rešitev. To je tako, kot da bi pisali, na startu so lahko otroci letnik 2007, zmaga pa nekdo, ki je letnik 2003. Ja, ne more biti zmagovalec. Gremo na drugo področje, se pravi, če je x manjši od -2, tam sploh nimamo nič rešitve. Poskusva tukaj med -2 in 4, bom stavila nič. Nič minus 4 je minus, nič plus 2 je plus in zopet dobim. Nič minus 4 je negativno, zato je to minus x minus 4. To je pozitivno, ostane plus, tam, kjer pa ni absolutni, pa itak prepisujem. In zopet zračunam. Se tole poračuna, dobiš minus 2x je minus 3 minus 6 je minus 9 in x dobim 9/4. To bi naj bila rešitev, zopet preverim, ali je lahko. Ta je pa v redu, se pravi, 9/4 je rešitev. Še tretjič, a veš, tukaj pa ne bom pisala ob tem pogoju. Ne, tukaj samo preverim in to je moja rešitev. Zdaj pa še ta zadnja, x je element od 4 do neskončno. Kaj pa zdaj ta pomeni? Recimo vzamem 10, je ta plus in ta plus, oba sta pozitivna. Napišeš x minus 4 plus x plus 2 je 2x minus 3. Seštejem, 2x pa 2x se ravno izničita. Pa ostane minus 4 plus 2 na tej strani minus 2, na drugi strani minus 3. To nikoli ni res, rešitev je iz tega prazna množica. Zdaj pa, če hočem zapisati skupno rešitev, moram pogledati vse tri. Tukaj ni bilo nič rešitev, tukaj je bila rešitev, tukaj ni bila rešitev. To pomeni, da je naša skupna rešitev element 9/4. In to je naloga rešena. Bor, tukaj bova zaključila.